Kar se tiče medijev, bi lahko na enem prostem primeru predstavil, da so mediji pa čisto poblazneli. Jaz sem objavil zgodbo, o tem, se je lani pač zbralo za ta prispevek, ki ga na novo zdaj vsi plačujemo, tudi upokojenci, 140 milijonov ali celo več denarja preveč, in da so to iz zdravstvene zavarovalnice poslali Ministrstvu za finance, ker imajo to v enem skladu, da likvidnost pokrivajo pa pravijo plemenitijo. In potem sem gledal, jaz čez par dni so imeli na POP TV objavljeno zgodbo, ker kao preverjajo resničnost izjav in preverjali so resničnost izjave Luke Mesca, o katerem smo ravno govorili, ker je on rekel, da se ta denar porablja, ko je to že bilo jasno, izključno namensko. Glejte, v lanskem letu so zbrali 350 milijonov, recimo, če smo velikodušni, 140 milijonov lani niso porabili. In potem rečejo v mediju, da je izjava, da je bil denar porabljen namensko, absolutno točna. To so objavili. Denar pa ni bil porabljen. Če si ti zbral denar, pa ga nisi porabil. To ni namenska poraba. Namenska poraba bi bila, če bi porabil za namen, za katerega je bilo. To, da so pol poslali na Ministrstvo za finance, jaz razumem, ampak to spet ni namenska poraba. Ministrstvo za finance zdaj pravi, da so oni ta denar dali na komercialne banke, da ga tam dobijo obresti, da pol lahko plačajo obresti. To spet ni namenska poraba. Ampak da pa novinarji napišejo, da je. Jaz razumem, da politiki pač prodajo meglo, pa se izmikajo, pa manipulirajo, ampak da pa novinarji čist naravnost napišejo nekaj, kar je absolutno bebavo. To pa je presenečenje in temu smo priča. In zato očitno so politiki uspešni, to hočem reči.